Lepo pozdravljeni tudi strani Miš založbe, ki se redko podaja v izdajo takšnih knjig, kadar pa nam pride pod roke kaj zelo izjemnega, kot je recimo tole, pa se potrudimo in to tudi hitro naredimo. Knjiga je šla lanskega decembra v Ameriki in naš direktor jo je poslušal zvočno in je rekel, tole bomo pa naredili in smo zelo pohiteli, tako da smo v sklopu kar nekaj držav, kjer izhaja hkrati. V Sloveniji imamo sicer že, v slovenščini imamo eno zelo dobro knjigo o navadah, tamle pri založbi Umko, Moč navade je naslov. Ja, no, kukarkoli delam reklamo za knjigo založbe Umko, zelo dobra, ampak malo drugačna kot tale. Tale upošteva, pravzaprav opisuje precej konkretna navodila, kako se pravzaprav lotiti spreminjanja navad. James Clear, njen avtor, je bil v najstniških letih, ko je bil športnik v srednji šoli, je imel zelo hudo nesrečo, tako da je moral začeti od nič, učiti se hoditi, učiti se govoriti in takrat je ugotovil, kako mu zelo pomagajo navade, da stvari spravi v red in ko je šel na college, mu je tudi to zelo pomagalo, da je bil zelo uspešen. Pravi, da piše o umetnosti in znanosti, kako živeti bolje. Želi poznati znanost z našimi navadami, pravi pa, da je umetnost ugotoviti, kako zamisli znanosti spraviti vsakdanje življenje. Knjiga je napisana zelo preprosto in s konkretnimi navodili, kako spremeniti majhne reči, da lahko spremenimo sebe. To je pravzaprav edini avtor, ki nas je v 16 letih založbe, 500 knjigah kontaktiral iz anglosaksonskega sveta samo od sebe, kako poteka delo pri knjigi, da bi rad promoviral na svojih spletnih straneh preko svojih elektronskih možnosti tudi slovensko verzijo knjige. In zakaj pravzaprav atomske navade? Zato, ker že majhne spremembe prinesejo rezultate, če vztrajamo pri njih. Zelo lahko je precenjevati pomembnost enega samega odločilnega trenutka in podcenjevati koristi vsakodnevnih majhnih izboljšav, pravi. In medtem, ko se nam recimo 1% sprememba zdi zanemarljiva, ne zdi omembe vredna, včasih sploh ni opazna, je lahko precej bolj koristna kot neka velika sprememba, ki jo potem ne nadaljujemo. Vpliv teh sprememb navad avtor primerja recimo z letalom, ki leti iz Los Angelesa v New York čez celo Ameriko. Če bi njegovo tirnico, če bi v Los Angelesu nastavili kurs le za 3 stopinje drugače, bi priletelo letalo v Washington in ne v New York. Torej, če imamo majhne navade, se usmerjamo, potem lahko pridemo na en velik učinek. O navadah bom tule spregovorila zdajle najprej z Boštjanom Gorencem Pižamo, ki je z navadami tako in drugače uspešno spopadal se že kar nekaj časa in že ko ga pogledamo, ga lahko občudujemo. Čakamo pa še dr. Tino Bregenc, specialistko pediatrije, specialistko fizikalne in rehabilitacijske medicine, pri tem so navade zelo pomembne, materjo 3 otrok in nedavno je ona tudi nastopila lepo je prišla ravno, pozdravljeni. Nedolgo nazaj sem jo občudovala na odru velike dvorane Cankarjevega doma na TEDxu in imela je imeniten nastop, ravno vas napovedujem. Nisva še začela, in hvala, ker ste prišli. Zdaj bo lahko teklo po programu
Če ne bi pa midva z Boštjanom zabavala publiko, dokler ne bi prišli. Mikrofon še potrebujemo. Ja, v redu, sam da pride. Vidite, jaz kljub temu, da tablico uporabljam, se še nisem navadila za vodenje uporabljati tablice, ne? Ti jo že uporabljaš. Jaz sem čisto odvisno, kako jo uporabljam. Pravzaprav, po eni strani je bolj telefon, ker so na srečo že toliko veliki zasloni, da sem se zelo hitro navadil, ampak v določenih primerih pa še vedno tudi s papirja, ker je lažje zelo na hiter pol kaj počečkati, kaj ven potegati, recimo ne vem, sploh pri kakšnih roastih ali kaj tazga, ko imamo, ki si skoraj zapisuješ šale, ki vidiš, kaj kdo rekel, takrat je papir zelo. Sem med obema, no, tako razpet. Jaz sem s tablico začela že zelo dolgo nazaj, sem tudi hitro nehala. A se me sliši? Se me ne sliši? Dobro. Ampak bom začela, gospa Tina, z vami, da nam bo bolj razumljivo, pa da bomo potem lahko lažje sledili, ne? Nam prosim razložite, kako v našem telesu sploh pride do navad. Ja, jaz sicer doktorat imam iz neurologije, pa me pa ponavadi povabijo za tudi kakšna taka nevroznanstvena vprašanja. Danes sicer vemo, da za ustvarjanje navad, da si celo telo tudi zapomni, ne samo možgani. Včasih smo res mislili, da so samo možgani tisti, ki so ključni za oblikovanje navad. Danes vemo, da za določene stvari si celo telo zapomni. Mišice, celo mišice imajo spomin. Kar se pa tiče naših možganov, pa dejansko mi nimamo nekega centra za oblikovanje navad. Da bi rekli, zdaj imamo pa eno področje, ki ga moramo negovati, tako kot je za spomin in učenje, ki je ključen hipokampus. To je, zdaj tisti, ki znate italijansko ali pa latinsko, veste, da hipokampus tako ime je dobil zaradi tega, ker ima obliko repa morskega konička, tako zelo je zavit, to je parna možganska struktura, tukaj le za našimi ušesi oziroma sencami. In ta je seveda ključena ne za oblikovanje spominov, ampak za oblikovanje samih navad, zlasti take, kjer je pa potrebno vključiti še druge stvari, recimo avtomatizacija telesa, recimo že, če samo pomislite na umivanje zob, Tlele pa ne bo dosti samo miselni napor, učenje, tukaj bo treba pa tudi dejansko telesno nekaj narediti, je pa res, da te ukazi tudi za telo, pridejo pa iz možganov. In ta v sklopu tega, kako se stvari zapišejo v naše možgane, potem lahko pride tudi do avtomatizacije v telesu in kasneje, ker navade so v resnici iz vidika možganov super. Možgani so blazno potrošen organ. 20% vse metabolne energije v telesu uporabijo možgani. In si enostavno ne morejo privoščiti, da bi ves čas izumljali ene nove stvari, zaradi tega tudi mi zelo veliko časa preživimo na avtopilotu. In navade nam ravno to omogočajo, da določene stvari delamo avtomatično in seveda nam pri tem prihranijo energijo. In so iz tega vidika je pač ta mehanizem nastanka navad avtomatizacije se je zato ohranil tudi skozi evolucijo in zato pravzaprav so navade zelo v redu. Veste tudi, da navada je železna srajca, zelo težko se jo pridobi, zelo težko se jo pa tudi znebiš. In veste tudi, za znebiti se traja precej dlje časa, kad se priučiti nečesa na novo. To najhoj je to, pač, ko dobiš novo bančno kartico in zamenjaš PIN. Ja, in da hitro spremeniš. In naenkrat tisto, kar si delal, kar imaš v spominu, ne najdeš več. Ja. Zlasti problematično takrat, kadar si utrujen, ali pa se ti mudi in bi rad vtipkal nov PIN, ki si se ga že eventualno naučil, in ko si pa v stresu, takrat pa v stresni situaciji namreč naše amigdale zaprejo dotok informacij iz možganske skorje, takrat nehamo premišljati in takrat smo pa na avtopilotu, delamo avtomatično in avtomatično vtipkaš tista star PIN. Ali pa, da je isti PIN, samo da je tipkovnica obrnjena. Tudi ne. Dejansko je to gib, dejansko je gib bolj zapolnen kot... Avtomatiziran proces, ki te pa
potem kaznuje. Ne? Jaz priznam, da še včasih pred mobilnimi telefoni, polovico telefonskih številk, ker smo se, koliko smo pa takrat znali, ne, ker to je nepotrebni podatki, zakaj bi moral znati, ne, vse telefonske na pamet, ampak no, kakšno je dobro znati na pamet. Ampak recimo, jaz pol telefonskih številk nisem znal tako, ampak glede na vzorc, ki ga narišeš, ne, s prstom. Zato, ker to je pa potem avtomatizacija, ko si pa že telo tudi zapomni, ne. In zato tudi pravzaprav pri otrocih tako zelo vztrajamo pri določenih stvarih, da postanejo avtomatične, da pravzaprav možgane kar izključimo ven iz tega delovanja, ampak da je to avtomatično. To je tisto, veste, ko še megleno vidite zjutraj, pa si greste vseeno zobe umiti. Pa ker se 3 ure voziš iz Domžal do Ljubljane. Ja, tudi na avtopilotu, ne. Ja, na avtopilotu, ne. Ja. Dobro je, to je stališče možganov, je to dobro, ker prišpara energijo, a ne. Boštjan, ti si bil v redni službi, ne, ko je moj mož pustil redno službo in se začel ukvarjati s knjigami, ga je mama vprašala, kam boš pa zdaj v službo hodil, ne. Zdaj si že dolgo časa na samostojni poti. Kako si iz teh rutin navad vsakodnevnega odhajanja v službo uspel organizirati samostojni delovni dan, ne? Mogoče je to sreča, ker imel sem 2 zelo različna pristopa. Najprej bilo potem, ko jaz sem delal, itak sem prej zelo na svobodi živel, pa že prej delal še študentskih let, pa vmes, ne vem, pol leta učil na šoli, pa je bilo treba ne vsako jutro hoditi, ampak potem, ko sem po teh 2 letih na mladinski knjigi, ko sem šel na svobodo, je bilo tako, da sem pogruntal, da jaz najlažje prevajam po noč, ker imam mir, ne, ker ni bilo ljudi na internetu, me niso motil, pač se pravi, dejansko nisem se znal sam znebiti teh slabih razvad, da ker sem za računalnika, da pa moram vse drugo, kar se še dogaja, preverjati. In sem bil zelo tako nočni tip človeka, takrat, ne, se pravi, da sem vstajal sem ob 4 popoldne, ob 8 začel delati do 4 zjutraj, kar sicer nekaj časa laufa, ali se je pa sreča, da sem spoznal sedanjo ženo, ki je pa imela reden šiht in sem se potem moral tudi časovno prilagoditi, ne, in sem pogrunil, kako pa kar naenkrat več energije, pa če vsem zjutraj, ne, vstajam pa to in zdaj, kar se tiče tega, ne, še zmeraj imam, da je zelo veliko stvari, ki jih počnem, me pelje na pot, ne, jaz imam na leto, ne, 40,000 kilometrov, ko se vozim od šole do šole, od teatra do teatra, ja, da dejansko je zelo veliko nekih teh pisarn, ne, kamor grem. Imamo tudi srečo to doma, pravzaprav, da imamo dosti prostora, da imamo urejeno prav posebno pisarno, tako da zjutraj, ko se otroka odpravi na šolski kombi, da ne postopam v sobo, ker vem, tukaj je delo, tukaj se dela in je odmaknjeno od drugih motilcev. Tako da, in se mi, ne vem, no, se mi zdi, da mi je v zadnjih letih nekako uspel tudi to, da vem, ja, da zjutraj se bom malo freščal si, odvisno zdaj spet, kaj delam, utečene navade. Jaz zelo, kar se ustvarjalnega dela tiče, imam eno stvar, kar jaz sam rečem, aktivna prokrastinacija. Da dejansko pač ne vem, če je prevajanje, ne, to pač prevajam, ampak ko imam, ne vem, za napisati nekaj, da ponavadi, ne vem, se pripravljam, sestavljam v glavi načrt tega, kar bo nastalo in vmes delam zdaj to, kakšna taka igra, ki ne potrebuje glih veliko miselnega napora ali nekega klikanja, ampak ves čas mi vzad laufa do trenutka, ko se rečem, ok, to je zdaj to, zapiski so tudi, ki so vmes nastajali in potem bruhne stvari z mene, ne, tako da je, ni zdaj ja teh 8 ur, ne vem, v pisarni, da bi bilo skozi, ampak Ker so zelo različni pristopi do tega, ne, nekateri pisatelji imajo res določene ure, ne, kaj se in tale naša prevajalka ima šahovsko uro in si tolče, koliko časa dela, da ima 8 ur na dan. Jaz pa meni je ponavadi koledar, tisti, ki ga gledam, ker vidim, aha, to, ki je še do roka za oddajo, ne, in če so krajše stvari, ni problema, ne, če je en članek, ki veš, da ga boš napisal v 2 urah, je v redu. Problem se ti zgodi, kar se mi je zgodil pri 1. Martinu, ker sem ga prevajal, ker sem naenkrat imel 600 strani in sem bil navajen, saj če kakšen dan malo zaspim, bom že nadoknadil in pa vidiš, ker naenkrat nekih 200 strani pa ne moreš v enem tednu enega šusa nadoknaditi, ne, tako da te pa kar prisijo tudi to že, da vzameš si malo bolj resno, pa da si znaš razparcelirati čas.
Čeprav jaz sem se pri tem spomnila, ki si rekel aktivna prokrastinacija, ne, to se pravi aktivno odlašanje dela, sem se spomnila, da si v bistvu pravzaprav ti zdaj le opisal ta ustvarjalen proces, ne, ker ko pa rabiš ti ustvarjalnost, potem pa je to odlašanje ima določen smisel, ne, ker ti na ta način pravzaprav ustvaril si neko navado, ki mogoče ni tako brezvezna, kakor zgleda na prvi pogled, ne? Ker pravzaprav tebi takrat misli tavajo nekam, kar je pa za ustvarjalnost ključno. Ker v bistvu, zlasti če hočeš ti nekaj novega napisati, ali pa, ne vem, tudi pri prevajanju rabiš določeno mero ustvarjalnosti, ne? Takrat ti svoje misli pošlješ na potovanje, ki ni usmerjeno, kar ima že en element igrivosti. In ta element igrivosti je pa ključen za ustvarjalni proces. In super, ko prideš pa v časovno stisko, je pa tam se pa lahko zgodi, da pa takrat pa potegneš naprej tudi pri ustvarjalnosti zelo ključno, ne, da ni preveč tega tavanja, ampak da potem se pa potegne bremza, pa se reče, evo, zdaj imaš pa časovni rok, zdaj moraš pa stisniti, pa narediti do konca in potem pridejo dobri rezultati. Skozi vemo, da pod časovnim pritiskom ustvarjalnost lahko to veliko naredi. Mislim, da je Bill Watterson, avtor Calvina in Hobbesa, temu rekel, da je to navdih roka za oddajo. Ja. Prav vse malo bolj ta biti Bill Watterson kot Douglas Adams, ki je rekel, da so mu všeč roki za oddajo, sploh, kad ti švignejo im glave. Ja, samo slišiš, Vsi to poznamo, ne, ja. Gospa Tina, v najnem dopisovanju ste omenili personifikacijo možganov. Jaz sem se malo spravila iskati, kaj to je, pa rajši vas vprašam, da če razložite. Ja, pravzaprav vedno, kadar kličejo nevroznanost na pomoč, ne, da bi razložila kakšne stvari, potem se velikokrat zgodi, da mislimo, da bodo tam vse rešitve, ne, in tudi možgane kot take, potem se velikokrat reče, kaj možgani zagotavljajo, kaj možgani želijo. Tudi jaz se sicer znajdem velikokrat v tej vlogi, ker je seveda to lažje, a ne, ampak ni pa to znanstveno, pa to ni najbolj pravilno, ne. In tudi, jaz sem prav pri branju te knjige imela majhen težav. Sem rekla, piše, kad tale knjiga zelo dobro opisuje tele navade, ampak a je to zares znanstveno, ne? Potem sem šla gledati tiste krivulje. Potem sem šla vprašati sina, ki je matematik. Sem rekla, ti, a je to prav, ta logaritemska, pa ta eksponentna? A ti misliš, da je to korelira, to če prezrcaleš, a je to prav? Skratka, jaz bi rada rekla, ne, knjiga se mi zdi, da je zelo zanimiva za prebrati, zelo priporočam, noter je ene par takih dobrih uvidov, ki pa morda niti ne potrebujejo nevroznanstvenega upravičevanja. A veste, so določene stvari, ki jih pač mi izkustveno ugotovimo in ne vem, če je vedno potrebno iskati tudi ene nevroznanstvene razlage. Včasih so pa nevroznanstvene razlage pa blazno zanimive, pa ti ponudijo še en dodaten uvid. A ne? In tukaj noter v knjigi so določeni drobci, ki so mi blazno všeč, pa določeni drobci, ki malo manj držijo. Ki pa malo manj držijo. Ja, ampak to je tako, ne? Ampak je izkustveno vse napisano, ja, ne, ker on ni znanstvenik, ja. Ne, in je v bistvu začel z blogom, ne, ker je bilo toliko zanimanja. Očitno ljudje želimo spreminjati navade, ne, in se je temu posvetil, ne, ni pa verjetno znanstven pristop. Ne, ja, ni znanstven, ampak to še ne pomeni, da ne deluje, ne? Ja. Očitno deluje, ker on je zdaj po celem svetu v enem letu postal hit, no, pravzaprav, ampak je ostal skromen. To mi je zelo zanimivo, ne, da se tudi za slovensko knjigo zanima, ne. Ja, no, to je lepo slišati. Ni zelo pogosto, ne. Ja, Boštjan, tole bi te vprašala. Napisala sem ti že, Kiro, vam bom kar prebrala. Rada bi kako komentira tole trditev iz knjige. Navade ne omejujejo svobode, ustvarjajo jo. Pravzaprav so pogosto prav ljudje, ki nimajo urejenih navad, tisti z najmanj svobode. Brez dobrih finančnih navad se boste vedno težko prebijali do naslednjega zaslužka. Brez dobrih navad za zdravo življenje vam bo vedno primanjkovalo energije. Če ste vedno prisiljeni sprejemati odločitve o preprostih opravilih,
kdaj naj telovadim, kam naj grem pisati, kdaj naj plačam položnice, potem imate manj časa za svobodo. Le s poenostavljanjem osnov življenja si lahko ustvarite prostor v glavi za poraste misli in ustvarjalnost. Jaz bi tukaj mogoče naredil primerjavo teh, se pravi, z navadam, nenavadam, svoboda, nesvoboda, da imaš več svobode. Recimo, da greš v trgovino. Eno je, doma si naredil plan, se pravi, naslednji teden bomo kuhali to, potrebujemo to, tam od čistil nam je zmanjkalo, ne vem, za potlej pomiva traben 2 role WC papirja in si napišeš. In ti prideš noter, točno veš, kaj boš, greš, vmes seveda še pogledaš, imaš čas, tole me zanima, najdeš in ko prideš, ti ostane ful enega časa. Če pa nimaš navad v obliki nekega nakupovalnega listka, pa ti prideš not, pa sicer imaš svobodo, pa boš taval. Ti boš taval, tuhtal kaj in boš za neke stvari, za katere ne bilo potrebno, zapravil toliko časa, in ja, imel si svobodo, ampak kaj je bila zdaj svoboda v tem primeru? In ravno to, da imaš ti neke navade, ki te usmerjajo, je pravzaprav to pomoč. To ne bi rekel, da je zdaj pa, bog, zdaj sem se pa, ne vem, jaz odločil recimo v lastnem primeru, ker sem odločil narediti ta prerez z kanček manj zdravim življenjem v kanček bolj zdravega, ker sem se odločil, da bom pač 3-krat na teden res skušal telovaditi v telovadnici in mi to ni, da bi zdaj rekel, zdaj pa moram tam biti, ampak ne, točno vedel sem, to bom naredil in potem mi ostane stvari, ne bom se zdaj pa vsak dan pa razmišljal, bo kad bi, ponavadi je bilo čas, pa bi šel kaj delati, pa ne bi, pa tak 2-3 ure tuhtaš, pa se spravljaš nekam in ne greš, se pravi, so stvari, ki začrtajo, mogoče tudi navade, kako ti navade pomagajo, pa zdaj mogoče spet kaj pri možganih, pa kaj bom jaz kot laik, ker se pogledaš pravzaprav dejansko, kako ti z navadami določene stvari, ki ti preidejo v kriz. Tako recimo, če delaš zelo raznolike stvari, tako kot se jaz ukvarjam, sem pogledal tudi doskrat, ker sem skušal tako narediti, zdaj imam do naslednjega meseca, moram prevesti to, napisati to, ne vem, moram potem še za stand-up si narediti nekih 10-15 minut materijala in če probaš vsak dan, vsako stvar delati, ne boš naredil to, kakor če si lepo razparceliraš, ker si več zdaj, koliko je to nevrozdaj, jaz si to razdajam pač, da ti s tem, ko ustvarjaš neko stvar, da se ti pač ustvarjajo določene povezave, ki ti potem pomagajo. Se pravi, ko imaš utrjeno, ti si navajen nečesa in je potem ti tudi lažje to delati. Ja, sistematično. V nekaj trenutku, čist na primeru pisanja šal, če me dobiš, ne vem, potegneš, ko bom, ne vem, 2 tedna prevajal, pa mi reče, zdaj pa nared, da bom, ne vem, najprej 2 dni bolj tako malo kaj napisal, če sem pa, ne vem, ko se bo za 3-4 dni že da sam to ustvarjam, mi pa daš, ne vem, karko lahko in bom tako, ne vem, 5 minut, ker se ne bojo vse genialnih 5 minut, ampak ustvarjaš material, ki ga potem lahko prečiščuješ. Zdaj, ki si mi glih izval, zdaj moram nevroznanost vklopati. Kaj bi jaz to treba slišal, Dejansko je tako, da vsaka nova stvar, ko jo začneš, to zahteva napor. Nova stvar je praviloma težja kot neka utečena in takrat novost pomeni dejansko tudi grožnjo obstoječemu redu, ampak takrat se sproža dopamin v možganih. Dopamin je drugačen neurotransmiter, omogoča, zelo ključen je pri gibanju, ampak je ključen tudi pri raziskovanju in pri nagrajevanju. In to novo, to je v resnici vznemirjenje. Naši možgani imajo radi novosti. To je opremljeno z tem dopaminom, dopaminski nivoji v naših možganih narastejo. Kaj se takrat zgodi, ko poskusimo? Takrat, ko poskusimo in potem, ko to parkrat naredimo, to je pa proces, ki mu rečemo sinaptična plastičnost. Sinapse so pa stiki, ki jih nevroni tvorijo med sabo in omogočajo prenos informacij. In vsaka nova informacija, ki se zapiše v naše možgane, lahko spodbudi nastanek sinaps in te se potem utrdijo, ker te sinapse nastajajo in izginjajo. To je metabolno zelo zahteven proces in sinapse ne morajo vedno znova nastajati. To je uravnotežen proces, mora zahtevno. In v bistvu v tem procesu se dejansko določene sinapse, ko mi eno stvar dovoljkrat ponovimo,
ali pa je za nas čustveno zelo obtežena, kar pomeni, da je obtežena recimo še z noradrenalinom, z adrenalinom ali pa z močnimi čustvi, ne, z hormoni, a ne, tista stvar se potem v možganih stabilizira. Ko se stvar stabilizira, takrat dopamina ni več. Dopamin je takrat, ko je novo, takrat, ko je stresno, a ne? Takrat, ko se pa stvar avtomatizira, takrat pa to ni več stresno in dejansko tudi tisti nivoji kortizola padejo, a ne? Stvar postane avtomatična, ni več problem, ne? In to si ti v bistvu zelo lepo opisal, a ne? Ta prvič, ko probaš, je težko, pa ta drugič je tudi težko, pa ta petič je spet lahko težko, ampak ko si pa to 10 000krat naredil, je pa stvar utrjena, je pa pot v možganih že utrjena, ne? In ta utrjenost poti, to so v bistvu te sinapse, ki so stabilne, stabilizirane. To je v bistvu proces zelo pomemben pri otrocih, a ne? To je drugač proces učenja, a ne? Mogoče ste že slišali, da v procesih učenja, a ne, nastajajo nove sinapse. In potem včasih kdo zmotno misli, a ne, tudi to se je včasih zelo navajalo, a ne, da mi otroke vzgajamo, dajmo jih spodbujati v razvoju, da bo nastalo čim več sinaps, a ne, pa bo to super za otroke. Ni tako, ne? Zato, ker je to metabolno preveč zahtevno in enostavno možgani ne morejo podpreti tako metabolno zahtev. Naše telo ne zmore toliko energije nameniti temu, zato te sinapse stalno nastajajo in izginjajo. Res je, da v prvih mesecih, prvih letih življenja sinapse izredno hitro nastajajo. Vendar pa potem v procesu sinaptičnega obrezovanja v obdobju najstništva se pa možgani specializirajo, določene povezave, tisti, ki jih utrjujemo, se utrdijo, tiste, ki pa jih ne, a ne, pa izginejo. Jaz to primerjam z rokico pri otrocih. Če gledate v trebuhu, a ne, otroška rokica zgleda kot plavutka, a ne, niso še prsti. Ampak če vi hočete, da roka postane funkcionalna, mora v procesu apoptoze, to je programirana celična smrt, te celice morajo umreti, izginiti, da roka postane funkcionalna. In to isto se zgodi pri možganih v najstništvu z sinaptičnim obrezovanjem, možgani postanejo bolj funkcionalni. Skratka, ni trik, da ti vedno dodajaš nove sinapse, vedno nove in nove navade, a ne? Ker enostavno tega ne zmoreš, ampak gre za eno tako ravnotežje, a ne? Ene navade pridobiš na novo, enih starih se znebiš, a ne, nekako to je, ne moreš kar vedno znova dodajati, tega enostavno možgani ne zmorejo. In ljudje, ki mislijo, da to veste tudi te, a ne, nevroznanstveni miti, a ne, uporabljamo kakšen procent možganov, to ste že vsi slišali iz nevroznanstvenega vidika, veste, ne? 10%. Ja, to ni nič res, ne, ker možgani morajo skozi delati, če spite, možgani delajo, tako da ti procenti so brez veze, to pozabite, to je nevroznanstven mit, neumnost, a ne. Sploh ne bom šla v to, kje je nastal, ker je blazno zanimiv, kako je ta mit sploh nastal, ampak zato nimamo časa, enkrat drugič. Ampak ljudem je prišel v navado. Ja, tako, a ne, toliko so ga ponotranili. Če ti eno stvar dovolj velikrat ponoviš, a ne, se utrdi v možganih. Možganov pa ne moreš samo dovajati novih stvari, ampak utrjevati tiste, ki so pomembni. Torej ima avtor v bistvu prav, ko pravi, da ko se lotevaš nove navade, ne, pa ne vem, vadbe recimo, ali pa hujšanja, ali pa ne vem česa, da tudi kadar ne zmoreš, ali pa se ti ne ljubi, ali pa karkoli je boljš, da greš za pol ure namesto celo uro, samo da greš, ne. Da ne da pustiš, pa ne greš, ne, ampak da malo je bolje kot nič, ne. Ja, to je pa zato, ker so spomini so vedno kontekstualni, a ne. Mi si nikoli ne zapomnimo samo ene stvari, a ne. Mi si zapomnimo cel kontekst, a ne. In ko hočeš ti spreminjati navade, ki so recimo zelo utrjene ali pa zelo kompleksne, je fajn, da se lotimo tudi tega konteksta, a ne. Ti si zelo lepo opisal, da v bistvu že ko zamenjaš okolje, imaš svojo sobico, ki je namenjena samo delu, ne. To je ključno, zato ker možgani si zapomnijo celoten kontekst, ne samo tega, ok, zdaj bo začel prevajati, zdaj bom vklopil sam predel za besede v različnih jezikih, a ne, ampak dejansko je cel kontekst tisti. Tudi spomini, a ne,
zato je tako pomembno, če so recimo močna čustva, a ne, tiste stvari se hitreje utrdijo, a ne, če vam rečem, katerih dogodkov se najbolj spomnite, katere navade ste najhitreje utrdili. Najhitreje ste utrdili tiste navade, ki so se vam zdele zelo pomembne, ali pa ki so bile zvezane z močnimi čustvi. Ne. To se hitro utrdi, medtem ko tiste stvari, ki pa so tako za mimogrede, a ne, da jih niti ne porajtate, tiste se pa ne bodo utrdile, a ne. Ja. Boštjan, eno izmed pravil te knjige pravi, da naj bo navada lahka. To ne pomeni, da ne bi počeli lahke stvari, ampak da si olajšamo izvajanje teh dejanj, ki se dolgoročno obrestujejo in ne bi postali navada. Si ti kdaj kaj uporabljal, kakšne take bližnjice ali pa lajšanje, kaj je to bilo, si olajšal delovne rutine ali pa kako si pri hujšanju, to bi meni tudi prav prišlo. Ne vem, jaz sem bil pri vseh teh nekih, bi rekel, te večjih spremembah v življenju dosti bolj človek ostrega reza, kot tega sem, ne vem, jaz sem bil včasih verižan kadilc in mi je rata, še zdaj ne vem sicer kako, v 2 dneh je iz 3 škatel na 0. Sam to je odvisnost, a veste, odvisnost je zelo specifičen način učenja, tudi zelo povezan z dopaminom, ampak je pa zvezan za točno določeno možgansko strukturo, ki se pa reče nucleus accumbens, drobno jedrce, a ne, ki sproži nagrajevanje in tlele se pa dejansko splača zelo ostro prekin in popolnoma prekin. Ker se sem probal, ne, je bilo tako pač pa malo zmanjšati, pa nekaj obližati, ampak ti še zmer dobivaš snov, in moraš presekati. Tudi pri hujšanju je bilo tako, takrat so začela z Andražem, s človekom, ki me je povabil, pač, ki sem mu predstavljal izziv, kaj lahko izkleše iz tega, bi rekel, bloka marmorja, namenjenega za 3-stranski oltar, 3-ladijski oltar, v prezbiteriju, kaj lahko pa dobi eno pjetoven, je bilo dejansko, da se dobiva, pa najprej tako enkrat na teden, pa pol 2-krat, pa 3-krat, in jaz sem po prvem treningu rekel, da vse sem zmatran, ampak zakaj bi počas, deva reči 3-krat na teden in delava, ker se mi zdi pač, če se ti odločaš, da je pa res potem pri tem vzdrževanju, je zelo fino, jaz imam to srečo, da ima človeka zraven, da se že polkrat, če se z njim zmeniš za telovadbo, da te bo čakal v telovadnici, to je na nek način lajšanje tega, da čutiš odgovornost, da ne moraš pa reči, o moj bog, zdaj si mi pa ne da, ker sem glih sred 4. sezone CSI Miami, pa bi rad do 5. prišel do jutri zjutraj, in je bil tle mogoče en ta mal, brego tudi zunanji nadzor, oziroma to, lajšanje navade, se pravi, da ni odvisno samo od tebe, oziroma da je nekdo drug majhen, in da ima pa na ta tvoj čut za odgovornost. Tako, to je socialna odgovornost in to je v bistvu zelo pameten narediti, Ti si izpostavil zelo veliko takih iztočenc, prav ta socialna odgovornost zelo pametno je, kadar spreminjamo navade drugim povedati, zaradi tega, ker dobimo zaveznike. Zakaj? Mi smo socialna bitja. Za nas je ključno, kaj tudi drugi mislijo, kako smo mi umeščeni v družbo. In v bistvu jih mi na ta način nismo odgovorni do njih, hkrati pa oni poskrbijo za nas in to nam lahko pomaga spremeniti določene navade, na ta način prideš do zaveznikov. In to so pa tisti hormonski označevalci, ki pa pomagajo, da se določena pot utrdi. Sem že prej rekla, bolj ko je kompleksno, bolj ko imate čustva zraven, sploh če vam tisti človek veliko pomeni, večja je verjetnost, da se bo tista informacija zapisala v možganje. Si pa ti izpostavil več različnih načinov učenja. Eno je akademsko učenje, eno je učenje, ki vodi v odvisnost. Pri akademskem učenju je tista struktura, ki smo jo prej omenili, hipokampus, pri odvisnosti je ključna ta struktura, ki sem jo prej omenila, ta nucleus accumbens, jedrce za nagrajevanje. Pri motoričnem učenju recimo pridejo v igro tudi premotorična skora in tudi motorična skora. Skratka, drugi predeli možganov se aktivirajo in zato recimo pri teh bolj preprostih navadah, tam je fino jih upeti v en širši kontekst,
zato da zaposliš celotne možgane, čustva, socialni svet, druge ljudi vpet noter, ker je to za naše možgane, to velika nagrada. Tudi tale avtor to opisuje, ne? Celo pogodbo podpiše nekdo svojo družino, da bo se obnašal na določen način, ne? In potem je uspešen. Ne? Ja. Vi ste mama 3 otrok, ne? Ja. In kako vam uspeva, kaj storite, da osvojijo navade ali pa da se znebijo slabih? Težko, ne? Oziroma bi rekla, tako bi rekla, za palco, ne? Pred 50 leti ali pa 100 leti, a ne da? Tako so včasih vzgajali otroke. Danes pa vemo, da to v bistvu iz tega nevroznanstvenega vidika to ni pametno, a ne? Danes vemo, da se otroci najbolj učijo z vzgledom. Oni nas ves čas opazujejo. Od takrat, ko so se rodili, mi smo za njih najbolj pomembna bitja. Oni nas ščitajo, oni nas čutijo in ni pomemben, kaj jaz govorim, pomemben je, kaj jaz delam. A ne? In kadar hočem spremeniti pri otrocih navado, potem je najboljše, da najprej sebe pogledam v ogledalo, kje sem jaz, kako je z mojimi navadami in potem presodim, a sem mogoče jaz dober vzgled, ali pa mogoče nisem najboljši vzgled, pa mogoče lahko z otroki skupaj kakšno navado spremenimo. Ne? Jaz velikokrat rečem, da pri otrocih imamo mi enkratno priložnost, da se priučimo boljših navad, kot jih imamo sami. Zato, ker včasih šele pri drugem vidimo, kaj pravzaprav bi morali narediti. Otroci, mi imamo različne plastičnosti možganov. Ne? Zdaj te spet, kaj vam zdaj spet pele, ampak plastičnost možganov je sposobnost prilagajanja glede na informacije iz okolja. Otroci imajo razvojno plastičnost, kar pomeni, da se oni učijo na drugačen način, izredno hitro z manjšim vložkom energije. Mi smo se pa seveda še vedno sposobni učiti, zato ker so pa to učenje plastičnosti in spomina. Otrokom biti dober vzgled, a ne? In hkrati jim omogočati pridobiti navade, to je vzgoja. Ne? To se pa da resnično najbolj z dobrim vzgledom. Palca sicer deluje, ampak ne nujno v tisto smer, ki bi si vi želeli. Ne? Tako da to pozitivne spodbude, a ne? Nagrajevanje, uporabljati ljubezen pri otrocih. Otroci dejansko vedno žrtvujejo svojo integriteto za integriteto odraslega. Vedno. Manjši, ko so, bolj to hitro naredijo. Zato je blazno pomembno, da mi te njihove integritete ne kršimo, da se tega zavedamo, da jih ne manipuliramo, zelo pomemben. Danes imaš ti zelo veliko staršev ali pa tudi recimo, ko imajo idejo, da ima otroka zmanipulirati, da bo tisto naredil, kar jaz hočem. Tega vam absolutno ne svetujem, ker potem najkasneje v puberteti bo otrok zmanipuliral vas, ker ste ga to tako dobro naučili. Rajši bodite dober vzgled. Ne manipulirati, ne okoli ovinka, ampak poskusite povedati, zakaj, kako in pokažite, kako ne otrok ravna. Odlično, hvala vam za to. Boštjan, smo se nekaj naučila, jaz sem se prepoznan, ampak ti imaš... Jaz se zdaj učim že 7 let in bomo videli. Je tudi res, da sem se veliko naučil od njega, da vidiš, da najprej potem mislim, da polka ti začneš, to smo se zdaj s prijatelji pogovarjali, kako pravzaprav potem, kako ti ravnaš z otrokom, začneš prepoznavati vse navade in vzorce, ki si jih prevzel od staršev, ki so ti šli pri njih na živce. In potem se naenkrat zaveš, da ti prav da sam ponavljaš. In mogoče ti si tudi en tak strezdvitven trenutek, pa preklopaš. Pa to ti lahko rečem, ker imam že odraslega otroka, da tako kot si ti ravnal z njim, tudi potem on s tabo, ne? Ja, to pa dejansko jaz velikokrat rečem, da kako dober ti vzgajaš otroka, boš videl pri svojih vnukih, ko boš videl, kako bo on ali pa ona delal za svojimi otroki. Takrat si boš pa lahko čestital ali pa rekel, lahko bi malo drugače. Imam še eno vprašanje za vas, gospa Tina. Jaz sem že v tistih letih, ko mi
preostane samo še vnuki pa smrt, ne, upam, da bo prvo pred drugim. In me zanima zdaj, ne, dokdaj se je vredno truditi s spreminjanjem navad, ne? A vedno do zadnjega trenutka? Do zadnjega dneva življenja. Ali rečemo pač, smo že toliko stari, pa zdaj ne gre več. Joj, pa sem že prej rekla, da imamo različne plastičnosti možganov. Res je, po 25. letu nimamo več razvojne plastičnosti. To imajo otroci, ko morate oddati diplomo, tam okoli 25 leta, takrat je konc razvojne plastičnosti, gotovo. Ampak. Ne, jaz samo računam, koliko ljudi v Sloveniji pri 25 odda diplomo. Ja. Dobro, imamo kakšne, ki jim možgani malo kasneje dozorijo, recimo, dobro. Ampak mi imamo to plastičnost učenja in spomina, ki jo lahko zadržimo pozno v starost. A veste, možgani niso mišica, ampak z njimi moramo pa podoben delati, moramo jih trenirati. To se pravi, kaj jim moramo nuditi? Moramo jim nuditi nove izkušnje. Nova izkušnja ni samo reševanje križank. A veste, to ljudje mislijo, ok, na stara leta mi pa ostane samo reševanje. Ne, pejte v trgovino vsakič po drugi poti, naredite nekaj novega, poskusite nekaj drugega. O, super, to mi je najbolj všeč, da sem enega otročka začarala. To je odlično. Super, hvala. Potem, na stare leta, kaj še lahko naredite za svoje možgane? Zdravo se prehranjujte, jejte veliko zelenjave, sadja, uporabljite oljčno olje. Možgani so holesterolska bomba, oljčno olje je zdrava maščoba, ne pa pohanci pa pomfrit. To velja tudi zate. Razen, če jih po oljčnem olju pohaš. Sam bo smrdel, ker ima nizko dimno stopno. Kaj še lahko naredite? Hodite, hoja do poznih let, hoja ni zahteven šport. Ko vi hodite, vi dejansko preprečujete, da bi vaši nevroni v določenih predelih možganov pomrli zaradi starosti in neaktivnosti. Hoja, telesna dejavnost, podpirate srčno-žilno aktivnost in na ta način vi ohranjate svoje možgane mlajše, kot so, in na ta način se lahko tudi novih stvari priučite. Tako da nikoli človek ne sme obupati, ker možgani so plastični, razen seveda, če pride do nevrodegenerativnih procesov, to pa veste, pri parkinsonizmu, napredovali demenci, tam pa človek izgubi sposobnost učenja, tam je pa potem malo drugače, tam je pa potem mnogo težje. Ampak marsikaj lahko naredimo, da se bolj zdravo staramo. No, to. Hvala. Boštjan, še eno zadevo te bom čisto vprašala. Tole zadnje vprašanje imam na tvojo telovadbo. Kako si organiziraš, da ti ni odveč, kaj storiš, kadar ti je? Kako si organiziram, da dejansko imam srečo, da imam tak fleksibilen delovni čas. Jaz sem tukaj zelo brez srečo pri tem, da si lahko, ne vem, ali grem dopoldne ali pa zgodaj popoldne, ampak pač skušam si jo nekako tako zmeri, da je tam do 3. nekako konc, da potem tudi žena domov prije, da pač, ne vem, imamo čas zase, kadar nimam nastopa ali česa drugega in podavati si jo za en teden naprej, zorganiziran tako, da narediva plan z Andražem, kot s trenerjem, pogledava, kdaj so pač predvsem jaz, kdaj imam proste termine in potem okoli tega čarava in pol pač grem. Tako je, ne, se pridejo, kakšni ne ve, pa sem imel, ko imaš toliko drugih stvari, da rečeš, ok, ne gre, ampak vsaj enkrat na teden pa grem. Včeraj se mi je zgodil to, da sem tlele, pa pol na en sestanek, sem se zadržal, da sem bil že pozen in sem bil že na tem, pač, bom zamujal, prav, jaz moram pol jeti. In sem bil že na tem, da sem skoraj rekel, da je bova drugič, pa sem rekel, ne, napiš mi, pridem, bom naredil, ker se moraš pač na neki točki, je pa tudi res, da je dosti lažje potem, ko vidiš rezultate, da ko so na neki točki rezultati vidni, da je to zelo ena velika spodbuda, da boš pač pa ponavadi, če greš na hard noter, pa tudi rezultati kar zelo hiter
pridejo. Tako je. No, jaz iz lastnih izkušenj povem, da rezultatov ni zmeri, ne? Ja. Ampak da se da kljub temu redno, Ja, mislim, jaz se zadnje let sem pač kokar prunmu gum, je zdaj tako. Pomagajo pa, to pa verjamem. Gor, ampak važno, ne vem, meni, to je bilo navada, meni je prišlo, ker je to, da se moram gibati. In da je to, in se ne počutim v redu, če nimam tega vsaj neki v tednu. Ne? In sem se zdaj prišel to, da sem se pač, če ni drugega, se pa zbrcam pa grem za bajto v breg. Pri priučevanju navad je točno to ključno, da ti to izljubiš, da je to tebi dobro. To se pravi, tle si lahko odrasli, si tle pomagamo z motivacijo. A ne? Dobro, lahko imamo zelo racionaliziramo, ampak zelo pomembna je tudi ta čustvena motivacija. A ne? Hočem, želim, a ne, čustveno iti v to. Kar se tiče pa tega, koliko časa rabiš, da prideš do rezultatov, pa to sta oni dve krivulji, ki sem vam jaz prej rekla, da sem jaz mojega sina matematike spraševala, a misliš, da je to res, da je to prav? Dejansko se mi zdi, da te dve krivulji zelo zanimivi, tako da boste videli, se je zelo na začetku knjige, no? Pa se mi zdi, da je verjetno res, da kar držita, ne? Kako pravzaprav dolg časa ni rezultatov, potem pa kar naenkrat ta eksponentna krivulja pa začne prinašati rezultate. Medtem, če pa nič ne narediš, je pa ta upad pa logaritemski. In ima določeno logiko, izkustveno, verjetno res drži. Moram pa reči, da pa čakam na znanstvene dokaze, ker mene tudi to bega malo. No, pa smo prišli do konca, tamle nam pa kažejo 5 minut, jaz bom kar končala. Da priznam, no, da spreminjanje navad preizkušam na svoji koži in to je pač najboljše, da preberete knjigo pa poskusite. Verjemite, da se človek navadi. Avtor te knjige pravi, da verjame, da je najboljši način, da spremenimo svet v koncentričnih krogih, torej da najprej spremenimo sebe, potem začnemo spreminjati okolico in šele potem se začnemo truditi, da spreminjamo svet. Hvala vam, gospa Tina in Boštjan, zelo zanimiva gosta sta bila in veliko sta nam povedala, mar ne, ste uživali. Hvala vam, ki ste prišli in upam, da boste spremenili kakšno navado, dobili dobro navado, ste znebili kakšne slabe, ker v tem je tudi užitek potem. Hvala lepa vam v imenu založbe Miš. Se moramo njega poklicati, da bo spremenil navade kupovanja knjig, da jih povečamo pa branja. Ja, edino nekaj pa je mogoče, kar bi pa res rada povedala, neuroznanost ve, branje knjig, to je velika dobrobit. Tako da berite knjige, berite jih zvečer pred spanjem.